En lep pozdrav in dobrodošli na tem webinarju, ko bi rad z vami govoril o tem, kako seveda uporabiti v tem trenutku zakon privlačnosti v vašo korist in kako lahko manifestirate to, kar bi radi manifestirali v življenju. Hkrati bi rad z vami zaključil z meditacijo in vam vsem dal eno darilo, ki smo ga posneli v prejšnjem tednu, oziroma darilo, ki smo ga pripravili in je tudi pripravljeno, da gre ven, da ga lahko snamete in poslušate takrat, ko si sami to zaželite. Tako da res en lep pozdrav, bom vesel, hvaležen, če mi napišete v komentarje, s kje me spremljate oziroma s kje me poslušate oziroma s kje me gledate, in za to željo bom tudi seveda vam danes dal maksimalno vrednost. Vrednost o tem, kako lahko uporabite zakon privlačnosti v vašo korist. Ja? Torej, kako zakon privlačnosti v resnici deluje? Kako zakon privlačnosti deluje? Deluje tako, da v resnici mi vemo nekaj, da imate cel kup misli in te misli imajo moč. Vi, ko se zjutraj zbudite, začnete bolj ali manj razmišljati določene stvari. To so misli v obliki slik, misli v obliki zvokov, misli v obliki občutkov, misli v obliki vonjav in misli v obliki okusov. In ko vi želite spremeniti vaše misli, je dostikrat odvisno od tega, da se jih najprej zaveste, da ozavestite to, kar mislite, in potem greste načrtno spreminjati in se postavljati v neko boljšo čustveno stanje, v boljšo vibracijo. Če recimo pomislite na te misli, ki jih imate, so lahko sestavljene iz tega, da so te slike, ti zvoki, ali pa ti občutki, ki jih čutite ali pa vidite, lahko povezani z določenim avtomatizmom, ki eni ponavadi razmišljajo bolj ali manj podobne misli vsak dan znova. Mi vemo danes, da je 95% misli, ki jih imate danes, enakih ali pa podobnih tistih misli, ki ste jih imeli včeraj. In če hočete narediti drastično spremembo, večjo spremembo, morate se zavedati, kaj je vse tisto, ki vpliva, da ste vi več časa v dobrem čustvenem stanju in čim manj časa v negativnem čustvenem stanju. Za tiste, ki bi radi bili seveda odporni proti raznim negativnim vplivom danes, je to, da zaščitite ta vaš notranji svet še toliko bolj pomembno. To pomeni, da recimo, če je to vaš dan in da ga začnete v nekem stanju hvaležnosti in plusa, kako je fajn, da greste naprej in potem tudi, če dobite negativno novico, greste spet naprej in potem spet naprej in na koncu lahko spet zaključite z nekim lepim stanjem hvaležnosti in to bo tudi naša naloga, da skupaj naredimo. Tako da, moja povabilo za vas je to, da če verjamete v zakon privlačnosti, če verjamete v to, da so vaše misli magnet, če verjamete v to, da ste vi kreatorji vašega življenja, potem je sedaj dober čas, da se tako tudi vedete, obnašate, da usmerite vašo pozornost v to, kaj je tisto, kar bi radi manifestirali, kaj je tisto, kar bi radi dobili v življenju, in seveda potem usmerite pozornost vaših misli v točno neko dobro čustveno stanje. Kaj so dobra čustvena stanja? Dobro čustveno stanje je lahko hvaležnost, da ste hvaležni za to, kar imate. Dobro čustveno stanje je lahko veselje, da ste veseli. Dobro čustveno stanje je lahko odločnost, fokus, samozavest, samopodoba in tako dalje. Zdaj, izziv, ki ga imamo danes, je to, da ljudje imajo željo po tem, da bi manifestirali stvari relativno hitro. In bolj kot pritiskate na neko stvar, da bi radi imeli, to pomeni, bolj ko boste pritiskali na vaš cilj, bolj ko boste rekli, to hočem zdaj, in zaradi tega ne boste v dobrem čustvenem stanju, bolj se vam bo zgodilo to, da boste v resnici ta cilj oddalili stran. Ja? Hvala lepa, Zara, za ta komentar. To pomeni, prostite, dano vam je odlična knjiga Esther in Jerry Hicks, ki jo priporočam vsem ostalim za branje, tako da hvala lepa za ta tvoj komentar, kajti ta knjiga ima v sebi cel kup praktičnih nasvetov, praktičnih aktivnosti, ki jih lahko seveda kadarkoli uporabite za to, da manifestirate več stvari v vašem življenju. Tako da moje darilo za vas danes v tem, da sem se vam javil, to spontano je to, da pomislite,
kaj je tisto, kar bi radi manifestirali in kako lahko preživete čim več časa ali pa čim več fokusa, čim več energije v tem, da manifestirate točno to zadevo v dobrem čustvenem stanju. In ne izhajati iz tega, da zdaj živite v pomanjkanju. Kajti karkoli se vam zdaj že dogaja v življenju, verjamem, da bi lahko bilo še slabše. Je tako? Tudi lahko pomislite na to, kaj je dobro, kaj funkcionira, zakaj ste hvaležni, kaj je to, kar imate. In s tem začnete manifestirati to, kar bi radi več. Ne pozabite, da ključna stvar pri manifestaciji je to, da greste v akcijo v dobrem čustvenem stanju. Torej, če bi radi manifestirali nekaj v življenje, če bi radi dobili nekaj v življenje, usmerite fokus v to, da boste seveda šli proti temu v neki lepi energiji, v nekem lepem čustvenem stanju, v to, da fokusirate sebe v proaktivnost, vendar proaktivnost ne sme biti iz pomanjkanja, temveč iz obilja. Proaktivnost ne sme biti iz tega, kaj če se mi zgodi, da bom to izgubila, kaj pa če to je moja zadnja priložnost, kaj pa če tega nikoli več ne bo nazaj, temveč mora biti iz stanja vse v redu, zaupam. Zgodilo se bo tako, ko se mora zgoditi. To je zame darilo, to ni zame kazen, to je zame priložnost, to je zame možnost, ne pa omejitev. Kako lahko usmerite vaš vašo pozornost v to, da dobite to, kar bi radi dobili. In ne pozabite, da ste vi kreatorji vašega življenja. Vi zdaj, ko kreirate to izkušnjo na tem planetu. In v tistem trenutku, ko se vi odločite, da bo ta izkušnja, ne glede na zunanjost, ne glede na okoliščine, lepa izkušnja, boste kar naenkrat začeli dobivati v vaše življenje več lepih izkušenj in več lepih trenutkov. In potem bo spet prišlo še več in še več in še več. In to je nek cikel, ki se vrti tako kot spirala navzgor ali pa tako kot spirala navzdol. In če se zdaj ta cikel vaših misli, vibracije in občutkov vrti navzdol, kar pomeni, da greste proč od cilja, kar pomeni, da manifestirate to, kar ne bi radi, kar pomeni, da se oddaljujete od želenega, potem morate narediti korenit in res močen stop. Morate reči, ne, tega ne bom poslušala, tega ne bom prenašala, tega ne bom manifestirala. In sami sebe zavestno prestaviti v stanje, ko najprej čutite nevtralnost in potem greste izboljševati vibracijo, energijo, čustveno stanje in tako dalje. Ker ti druga beseda za vibracijo je emocija. Tako, ko vi se zdaj počutite, tako zdaj vi manifestirate. In danes ustvarjate manifestacijo, ki bo se zgodila čez en dan, čez en teden, čez en mesec, eno leto, 5 let, 10 let. Jaz prva stvar, ki se spomnim, ko sem začel s tem zakonom privlačnosti načrtno in takrat so bili res, če se spomnite in če ste prebrali kakšno knjigo od Esther Hicks, ki je bila v tisti prvi filmu The Secret oziroma Skrivnost, je bila na noter in mene je ona povlekla 100 na uro. Takrat je bil Bob Proctor, takrat je recimo so bili cel kup nekih dost zanimivih ljudi, mentorjev, predavateljev, učiteljev, ki se jih večina spoznal v živo in takrat sem začel načrtno kreirati in ustvarjati moje življenje. In to počnem še danes, načrtno. In vedno vem, da je bilo nekaj momentov v mojem življenju, ki so mi pomagali, da sem naredil preboje naprej. In ti momenti so bili, da sem načrtno, zavedno, zavestno hranil moje misli z tem, kaj bi rad in se izogibal hraniti moje misli s tem, kaj ne bi rad. In te vaše misli se bodo zgodile, meni se je zgodilo, da sem imel na vision boardu manifestacije, ki so se mi zgodile kasneje. Jaz sem imel na vision boardu, da prodavam pred več tisoč ljudi. In potem se mi je zgodilo nekaj let kasneje, to je bilo 7 let, da sem šel in predaval recimo v Šangaju prek 3000 ljudmi, da sem bil v Pekingu, ker je bilo tudi mislim, da je bilo nekih 500 ljudi takrat, da sem bil v Pakistanu, ker je bilo 1000, da sem predaval v Braziliji, na Havajih 250 podjetnikov in tako naprej, da sem manifestiral to, kar sem dal na vision board z zamikom, vendar s tem, da sem nenehno bil proaktiven v nekem stanju, ki je bilo stanje vere, ki je bilo stanje fokusa, ki je bilo stanje, kaj lahko naredim, namesto kaj ne morem narediti. Tudi
pomislite, da je danes trenutek, v katerem se nahajamo, trenutek, ko lahko manifestirate več. Več za vas, več dobrih stvari, ki vam lahko služijo, več stvari, ki vam lahko pomagajo, več stvari, ki so lahko dobre, za vas koristne in tako naprej. Zelo hvaležen bom za vse tiste, ki ste se nam pridružili, da mogoče delite to, kar zdaj počnem z vami, delite z vašimi prijatelji, delite z vašimi znanci na Facebooku. Tako da tisti, ki deli in napiše v komentar, da je delil, in dajmo reči, da damo to nekomu, ki naredi res hitro. Podarim seveda eno izmed mojih zgoščenk, ki so lahko, ena zgoščenka, to je lahko denar, karijera, odnosi, zdravje, prijatelji, družina, tako da vse, kar rabite je, da kliknete na gumb share, delite in pišete v komentarje, da ste delili in da vidim, da ste res bili z mano, da ste me spremljali, hkrati tudi nekomu, ki ga imate še posebej radi. Tako da, Gabriela, evo čestitke, hvala lepa za delitev, kjero zgoščenko bi rada dobila, tako da hvala lepa za to, da si in še kakšnemu lahko podarimo, kjero napiši samo komentarje, da bomo vedeli, kjera zgoščenka je tista, ki se želiš, še nekomu, ki lahko deli, ali pa bo delil na svojem zidu in bo tu komentiral, ker jaz se v tem trenutku ne vidim, bomo podelili zgoščenko, katerokoli izmed teh 8 zgoščenk za osebnostno rast, za manifestacijo, za izboljšanje, lahko dobite s tem, ko delite in seveda s tem, ko date priložnost, da še kdo drugi sliši in dobi neko dodatno znanje, motivacijo in tako naprej. Tukaj sem zato, da vam služim, da vam dajem, da lahko kaj koristnega, dobrega izveste ali pa mogoče, ko kreiramo skupaj nekaj čarobnega, lepega za vas, za vaše življenje, tako da tisti, ki še deli, še nekomu, ki deli in napiše komentarje, da je delil, podarim z veseljem še eno zgoščenko. Mira Kuhar tudi deli, ok, odlično, super, tudi Mira dobi zgoščenko. Kjero zgoščenko bi rada, Gabriela, kjero Mira, sam da vem, tako da hvala lepa za to delitev, hvala lepa za to, da ste to naredili in zdaj bi spet se rad vrnil k temu, k manifestaciji, k temu, kar govorim cel čas. Kako da zakon privlačnosti deluje, je tako, da v resnici mi nenehno oddajamo vibracijo, mi nenehno oddajamo energijo. In dostikrat se zgodi, da smo v nekem čustvenem stanju nekaj časa in potem to čustveno stanje nam pade dol. To čustveno stanje gre ven iz te odločnosti, ven iz te odločenosti nazaj in namesto, da bi takrat dali vse od sebe, namesto, da bi dali vsa fokus, namesto, da bi dali vso energijo in dodajali energijo temu cilju, se prestrašimo. In dostikrat se ljudje prestrašijo od cilja. In obratno, včasih smo mi tako obsedeni s ciljem, tako pritiskamo na ta cilj, da potem ta cilj se prestraši. Recimo, jaz dostikrat rečem, ko ljudje vidim, da si želijo manifestirati denar, ko bi radi manifestirali denar, da v resnici se jim zgodi to, da so tako obsedeni s tem in tako govorijo o temu, da prestrašijo ta denar stran. Tako je podobno kot recimo, da bi se zaljubili v Justin Bieberja, ne? Recimo, da je Justin Bieber oseba, ki bi radi dobili. In potem kličete tega Justin Bieber. Recimo, da ga imate v telefonskem meniku, rečete, Justin, bi te rada imela. Justin, hočem biti s tabo. Justin, kje si kaj? In recimo, da Justin reče, ok, v redu, si mi simpatičen. In potem kar nekaj mu pošljete 10,000 sporočil. Ma kje si Justin? Jaz bi te rada imela, kje si Justin? Kaj bo naredil Justin? Vas bo blokiral, bo poklical policijo, bo rekel, kdo je ta čudna ženska? Zakaj? Ker tako se mi obnašamo, ko hočemo dobiti neke cilje, ko hočemo dobiti neke stvari, smo v resnici v stanju, ki je podobno temu. In potem se ljudje čudijo, zakaj ni karijere, zakaj ni denarja, zakaj ni odnosa, zakaj ni tega, ker gledajo čas, vsako minuto. Vi veste, da sem jaz že kar nekaj let, od leta 2008 asistent dr. Richard Bandlerju, soustanovitelju NLP-ja. In grem 2-krat, 3-krat na leto, letos bo mogoče malo manj, ja, ker sem odpovedal potovanje v Orlando in z namenom, da pomagamo tem udeležencem, ker pride na NLP 250 ljudi in tako dalje in ne more Bandler vsakemu pomagati. In recimo, se spomnim, pred časom je bila ena udeleženka, ki je bila takrat, če se prav spomnim, bila 45 let stara in je želela čim prej dobiti dojenčka, roditi dojenčka. In vi veste nekaj, da dobiti dojenčka je zelo pomembno ali pa koristno, no, ni nujno, da imate partnerja. Je tako in ona tega ni imela in ona je skozi gledala na uro.
timing, pressure, kdaj bo prišel si dojenček. In ko je šla na zmenek, je bilo lahko drugo, tretje vprašanje, poslušaj, koliko otrok bi ti imel? In si vi predstavite, živo, kako si kaj? Ja, jaz sem Franska, jaz sem Franc. Ti, Franc, poslušaj, a bi ti imel 2 otroka? Kaj razmišljaš o tem? Mislim, drugo vprašanje, tretje vprašanje. Zdaj jaz pretiravam v tem opisu, da točno to mi počnemo. To so napake, ki jih mi počnemo v tem, ko ne dobimo tega, kar bi radi, in potem se čudimo, zakaj tega ne dobimo, kar bi radi. In zdaj, v tistem trenutku, zapomnite si to, v tistem trenutku, ko vi z energijo, s telesom, z vibracijo, z mislimi spustite in dovolite, da to prije v vaše življenje, v tistem trenutku se začnejo odpirati priložnosti. Ker dostikrat ljudje ne razumejo, kako v praksi ta zakon privlačnosti funkcionira. To pomeni, zakon privlačnosti tako funkcionira, da vi v resnici si nekaj zaželite. In zdaj si lahko nekaj zaželite, neko željo, karkoli že ta želja je. Ja? In ta želja je ta, da recimo bi radi zdaj dobili nekaj denar. Ja? In to željo zdaj pošljete vesolju. In kar naenkrat začnejo prihajati priložnosti. In če ste vi v dobrem čustvenem stanju, bojo prišle dobre priložnosti. Če boste vi v slabem čustvenem stanju, bojo prišle slabe priložnosti. Če hočete dobre priložnosti, rabite dobro čustveno stanje. Če ne dobivate dobrih priložnosti, to samo pomeni, da niste v dobrem čustvenem stanju. In zdaj je samo vprašanje, kako biti več časa v dobrem čustvenem stanju. In to je disciplina. To je delo na sebi. To je samohipnoza. To je hrana vpliva na čustveno stanje. To je spanje. To je načrtno, zavestno delo na temu, kako bi se radi počutili. In lahko začnete z držo telesa. Lahko začnete z tem, da usmerite fokus v to. S tem, da preokvirite, da se odločite, da boste rekli, zdaj bom imela 30-dnevni post in 30 dni ne bom dovolila, da bom govorila negativne stvari. 30 dni bom usmerila sebe in svoj v nekaj pozitivnega, dobrega. In to vas jaz vabim, to vas prosim, da to je vaše življenje. Vi ustvarjate vašo realnost. In če hočete ustvariti realnost, ki bi jo radi imeli, če bi radi kreirali lepe, sončne, pozitivne trenutke, je na vas to, da začnete to dati načrtno. In ne odlašati. Ne odlašati z začetkom. Ker ljudje dostikrat rečejo, sej imam čas. Sej je nekaj drugega bolj pomembno. Sej je nekaj drugega bolj važno. Zdaj v tem trenutku je to, dajmo še malo vzdrati, rečejo. In sami sebe to lažijo, sami sebe pravičujejo, sami sebi govorijo negativno hipnozo, ki jim ne koristi. Zdaj je čas za to manifestirati. Karkoli bi radi manifestirali. Ne odlašati, ker ni bolj pomembnega od to, kako se vi počutite. Ni bolj pomembnega. Ni bolj pomembnega v vašem življenju kot to, kaj vi navznoter čutite. Ker to je v resnici razlog, zakaj ste prišli na ta planet. Na ta planet ste prišli zato, da ste v dobrem čustvenem stanju, da ste manifestirali to, kar bi radi manifestirali in uživali v tem procesu manifestacije, v tem procesu kreacije. Vi niste prišli sem, da boste trpeli. Niste prišli sem na ta planet, da boste živeli življenje koga drugega. Niste prišli sem na planet, da boste šli proč od tega, kar bi radi. In mi vemo, da je v isti pravljici Aladin dobil tisto čudežno svetilko in ko je podrnil tisto čudežno svetilko, se je kaj zgodilo? Zgodilo se je to, da je dobil duhca, ki je rekel, uresničim ti, kar hočem. Pazite nekaj. Vi imate tega duhca. Kaj je vaš duhec? Vaš duhec so vaše misli. Vaš duhec so vaše emocije. Ja? Ok, dajmo iti naprej. Imate tukaj še vprašanje za me, ker zdaj bom naredil tudi za vas eno meditacijo zdaj. In ta meditacija bo namenjena, in upam, da se danes strinjate z mano, da posvetimo to meditacijo, vizualizacijo ljudem, ki rabijo v tem trenutku pomoč. In ljudem, ki v tem trenutku počnejo in grejo čez mejo.
To pomeni, bomo čez nekaj trenutkov, ne še zdaj, naredili skupno meditacijo pred kamero, meditacijo, ko bo šla po teh različnih kanalih komunikacijskih. In dajmo to dati ljudem, ki so ljudje, ki rabijo pomoč. In mogoče lahko napišete, komu bi vse radi posvetili pozitivno energijo, zdravilno energijo, energijo manifestacije, da mi malo pomagate. Kdo mislite, da si zasluži v tem trenutku, da vsi kot skupina, vsi tisti, ki boste z mano soustvarili to vizualizacijo, meditacijo, pošljemo nekaj lepe energije. Lepo zdrav, Irena, hvala lepa, da si z nami, hvala lepa, da me spremljaš. Hvala lepa, Lucija, za delitev, hvala lepa, tudi Luciji damo, ki je delila zgoščenko, tako da, Lucija, mogoče napišete sam, vsi tisti, ki ste dobili zgoščenko, napišite Tjaši, katero izmed 8 hočete. Ali je karijera, ali je denar, ali so odnosi, ali je zdravje, ali je osebnostna rast. Tako da hvala lepa vsem, ki ste delili. Celemu svetu bi rada ti Zara dala. Lepo, mislim, na to niti ne bi pomislil, celemu svetu bomo poslali. Ok, odlično, ja. Še komu. Jaz predlagam, predvsem bi rad, da pošljemo tudi zdravnikom, medicinskim sestram, ki v tem trenutku res grejo čez mejo, in vsem bolnikom, ki so mogoče v tem trenutku v bolnicah in trpijo in se borijo za življenje in tako naprej. Tako da tem trem skupinam damo, in če vi imate kakšno skupino ali pa kakšno ljubo osebo, ki mislite, da bi jo radi zaščitili ali pa bi radi dodali, bi radi, da danes posvetimo to meditacijo tega dneva in tako naprej, in na koncu bi vam tudi ven dal darilo. Tako da ja, absolutno. Grem še malo nazaj na to, ker se mi zdi ključnega pomena to, ja, zdravstveni delavci Slovena, hvala lepa, policija, vojska, gasilci, odlično, ja, hvala lepa. In bomo dali vsem tem ciljnim skupinam, tudi če imate koga, ki ga imate še posebej radi. Tako da jaz ne vem, a me slišite, samo tako, Zara pravi, da je nekaj prekilno. Napišite mi en like ali en komentar, samo da vem, da me slišite, pa s katera konca ste, ker sem v bistvu tukaj za vas v tem spontanem javljanju, ki se je zgodilo slučajno, in veste, da nikoli ni slučajno, da vem, da bomo skupaj lahko kokreirali nekaj lepega, čarobnega. Nagaja cel čas tudi pri meni burja, ok, ja, samo sekundica, da vidimo, če je karkoli v povezavi, ja, ok. Ja. A me zdaj slišite, kako je zdaj povezava? Samo da vidimo, napišite mi samo, da vidim, če me slišite. Ostali, vidite, kako se vidi, sliši. Ja. Sedaj si nazaj, ok, Zara je nazaj, kaj pa ostali, če me slišite, mi samo napišite v komentar, slišim, dela, vidim, ne slišim, ne dela in tako dalje. Ja, tako da, ja, fajn. Da se vrnem malo na to, da se vrnem malo nazaj na to, kar zdaj govorim, to je ta manifestacija, v kateri nenehno slišite stvari, in je to, da danes, ko manifestirate, danes, ko dobivate to, kar dobivate, je posledica tega, kar ste si mislili in razmišljali v preteklosti. Vibracija, v kateri smo bili v preteklosti. In to, kar se nam bo zgodilo v prihodnosti, je posledica tega, kar danes vibriramo, kar danes mislimo. Zapomnite si to, da vi kreirate vašo izkušnjo. Vi ne morate kreirati izkušnje za nekoga drugega. Tudi če bi vi radi manifestirali za vašega otroka nekaj lepšega, boljšega, je edini način, kako lahko vplivate na to osebo, da vi pokažete, kaj bi radi, da ta oseba čuti, in potem ta oseba lažje to manifestira. Da vi greste čez mejo, da potem otrok gre čez mejo. Vi ustvarjate vašo realnost. In preko boste sprejeli to, da je vaša realnost vaša in da je realnost nekoga, ki ga imate radi, njegova ali pa njena, prej boste se pomirili s tem in rekli, kaj jaz lahko naredim, in naredite vse, kar naredite, in potem prepustite, zaupate. Da včasih so starši ali pa smo starši tisti, ki bi si želeli, da bi nosili na hrbtih za nekoga, ki ga imamo radi, pa to ne moramo narediti, ker ta oseba rabi to izkušnjo pa preizkušnjo. In moramo se zavedati nekaj, da življenje je tako narejeno, da so vzponi in padci. Naloga naša je ta, da znamo v padcu, v dežju, v zimi, v situaciji, v kateri smo sedaj, najditi svetlobo, najditi luč, najditi mir, najditi priložnost, najditi možnost, najditi darilo. Ker zapomnite si, vse, kar se zdaj dogaja v našem življenju v tem trenutku, je darilo. Blagoslov.
darilo za to, da zrastemo, darilo za to, da se premaknemo naprej. Ja? Tako da dajmo vse ok, slišimo in vidimo, Mira, hvala lepa, Lucija, hvala lepa vsem, ki ste z mano. Dajmo skupaj v resnici zdaj nekaj kreirati, manifestirati, kar bi bilo koristno. Je še kdo, kakšna oseba, ki bi jo fajn, da ji namenimo pozornost? In mogoče napišite mi samo to, da naredimo danes eno posebno meditacijo, zahvala in energija in tako naprej pošljemo ljudem, ki jo potrebujejo v tem trenutku in hkrati vas vabim, da manifestiramo nekaj za vas. Tako da napišite mi samo to, katera področja bi radi, da bomo to omenili. To pomeni tisti, ki bi radi finance, napišite, želim manifestirati nekaj z področja financ. Ne pozabite, da manifestacija, ki bi radi dosegli, je vedno povezana z čim? Z tem, da delate na mentalnem svetu, na notranjem svetu in hkrati, da razvijate kompetence, ki izboljšuje vaše vero. Tako da ne pozabite, recimo, če bi radi izboljšali manifestacijo nečesa, delate vedno na dveh stvareh. Na vibraciji, na emocijah in na kompetencah, ki grejo potem vse skupaj v odlično akcijo, da dosežete rezultat, ki bi radi dosegli. Tako da, če ima kdo kakšno posebno željo za manifestacijo, ljubezen, darilo, ja, ok, odlično. Ljubezen vsem osamljen, nekako, Zara, ti si tako danes dobrodelna, mi je všeč, veš, bravo, ja, ok, fajn, hvala lepa. Vsem finance, ti bi rada več denarja, evo, kako lepo, ja. In vedno se zavedate to, da vi v resnici manifestirate ali pa dobivate vaše življenje, točno to, kar verjamete, to, ko imate vi nastavljen vaš termostat. To pomeni, dostikrat se zgodi, da ljudje imajo nek termostat, recimo, da je termostat neka številka, ja. In ta oseba, ko dobi to, je v redu in se počuti v redu. Ko manifestira včasih manj, se ne počuti v redu in verjame, da je sposobna več manifestirati, se premakne termostat nazaj gor. Včasih pa dobi več in tisto več lahko porabi, ker se ne počuti v redu, ker ni spet v vibraciji in povezana s to stvarjo. In zakaj ljudje dostikrat, ko dobijo na loteriji, ta denar zakurijo, porabijo, kar naenkrat čez par let nimajo več? Zato, ker v resnici niso v tej vibraciji in niso v tej emociji, nimajo termostata nastavljena tako, da bi seveda to obdržali, da bi to konstantno prihajalo. In potem imate ljudi, ki so uspešni in se jim zgodi nek padec, vse zgubijo in kar naenkrat vse nazaj dobijo. Zakaj? Ker je njihov termostat postavljen dosti visoko, verjamejo, čutijo in vibrirajo točno s to energijo. Ma ne pozabiti, zakon privlačnosti deluje tako, da manifestirate to, kar verjamete, to, kar čutite, to, kar oddajate, to, kar govorite, to, kar sami sebi govorite, to, kar globoko v svojem srcu razmišljate, čutite, mislite. Vse to je važno. Važna je praktično vsaka sekunda, vsak trenutek, vsaka možnost, priložnost, ki jo imate in dajete ljudem, vam daje tudi vam nazaj nekaj lepega, dobrega in tako dalje. Tako da jaz mislim, da smo mi pripravljeni. Če še niste, bom hvaležen. Zdravje bi radi dali, ok, dom, finance, varnost, finance, ljubezen, super, odlično. Dajmo potem začeti, tako da smo pripravljeni. Jaz bom dal glasbo in naredimo eno tako lepo vizualizacijo, ki nam lahko v tem trenutku koristi in služi za to, da tudi vi manifestirate v vaše življenje. In dajmo najprej začeti s tem, da bomo poslali ljubezen, da bomo poslali mir, da bomo poslali zdravje vsem ljudem, ki potrebujejo v tem trenutku in potem seveda preusmerili to isto stvar na čisto vsakega izmed vas, ki je tukaj z nami zbran. Ja? Dajmo samo toliko, če ste prijazni, delite in napišite mi, da ste delili, toliko, da bom videl, da ste res to naredili. In bom še nekomu izmed vas, ki je to naredil, podaril eno izmed 8 zgoščenk. Samo napišite jutri obvezno Tjaši ali pa danes napišite tjasa@mastermindacademia.com ali pa nika@mastermindacademia.com, rečete, dobila sem zdravje, dobila sem kariero, dobila sem finance, dobila sem odnose, dobila sem partnerski odnos. Karkoli bi radi izboljšali in manifestirali v vašem življenju. Ja? In gremo zdaj v to, da naredimo to vizualizacijo. Pripravljeni? Ja? Zdaj dam glasbo. Bi rad samo, da preverim, če jo slišite.
kako se sliši glasba, samo to mi povejte, ker zadnjič ste mi rekli, da niste dobro slišala ta glasba. Tako, če se glasba sliši v redu, mi samo daste en like oziroma mi daste en feedback. Aleksandar, vse je v redu, lahko greš naprej. Jaz tukaj imam malo zamika med tem, ko jaz nekaj rečem in vi nekaj slišite. Vem, da je nekaj 30 sekund zamika, ne vem točno koliko je. Tako, če ste pripravljeni, vas vabim, da kliknete na share, like, oziroma da všečkate, če vam to všeč, kar delamo, in se pripravite. Kajti tako, ko dobim feedback, da slišite glasbo v ozadju, ki se zdaj vrti, in to je glasba za našo meditacijo, in s katero seveda lahko se sliši v redu glasba. Odlično, odlično. Hvala lepa. Da imam Gabriela in Zaro, ki sta res ta pravi z nami. Tako da ja, dajmo. Zdaj vas vabim, da se udobno namestite. Če imate slušalke, je koristno, da imate slušalke. Zakaj so slušalke fajn? Ko to počnemo, so fajn zato, ker vam pomagajo doživeti mogoče glas ali pa energijo ali pa to, kar zdaj počnemo, bolj skoncentrirano oziroma bolj fokusirano in usmeriti pozornost v to, kar bomo zdaj počeli lažje. Udobno se namestite, naredite nekaj globokih vdihov, sprostite mišice po telesu, zaprite oči in si preprosto predstavljate, da ste sproščeni in umirjeni. Rad bi, da greste v stanje popolne sproščenosti. V stanje, kar greste zelo enostavno. Zvečer, ko spite in sanjate, greste v stanje, ko ste naravno sproščeni. Eni se samo vležete, pokrijete in zaspite. Eni, ko spite in sanjate, potrebujete globok spanec. Eni, ko spite in sanjate, veste, kaj ste sanjali. Eni, ko spite in sanjate, v resnici niti ne veste, kaj ste sanjali, veste pa, da ste spali globoko in v tistih sanjah ste našli mir. In zdaj bi radi, da najdete najprej mir. Mir, s katerim bomo poslali pozitivno energijo naprej. Če hočem nekaj dati, najprej rabim to začutiti. Zato bi radi usmerite pozornost navznoter. Kaj je zdaj v vaši notranjosti najbolj prisotno? Kakšne misli imate v tem trenutku? Katera misel bi vam pomagala, da bi sprostili in umirili sebe še bolj? In sedaj vas vabim, da pošljete v mislih ljubezen in sprejetost vsem ljudem, ki v tem trenutku potrebujejo ljubezen in sprejetost na tem planetu. In lahko si predstavljate, da grejo vaše misli nekomu, ki živi v Afriki, nekomu, ki živi v Južni Ameriki, nekomu, ki živi v Italiji, na Hrvaškem, nekomu, ki živi v Bosni, Srbiji, nekomu, ki živi v Aziji, na Kitajskem. Pošljite zdravje. Pošljite zdravje vsem zdravnikom, medicinskim sestram, reševalcem, vsem, ki se v tem trenutku borijo za življenja drugih. Pošljite jim podporo, ljubezen, hvaležnost, kot da bi vsi skupaj poslali neko lepo pozitivno energijo. Mi vemo, da to, kar dajemo drugim, dobivamo. Mi tudi vemo, da misel ima neverjetno moč. Da vi včasih na nekoga pomislite in ta oseba se pojavi v vašem življenju, vas pokliče, vam pošlje mail, SMS, sporočilo. In nikoli ne veste točno, ali je ta oseba začela misliti na vas, ali ste vi začeli misliti na to osebo. In tukaj sploh ni važno. Važno je, da misli delujejo. Da je telepatija nekaj, kar je znanstveno dokazano. Da so številne študije, ki so dokazale, da
Ne samo, da ljudje med sabo telepatsko komunicirajo, da veš tudi, da rastline, živali znajo med sabo telepatsko komunicirati. In to, kar vi mislite, da je zavedno, na vašem zavednem umu, je v resnici dostikrat nezavedno, avtomatično. In sedaj bi radi se zavedate, da ko pošljete misel, da nekomu pošljete podporo, da ta oseba na nek način sprejema. In pošljemo lahko vsem policistom, vojski, gasilcem, ki se v tem trenutku trudijo, vzpostavljajo red, da skrbijo za mir. In jim pošljemo našo podporo, našo misel. Lahko si živo predstavljate, da je nekje nekdo, ki rabi našo podporo in pomoč in leži v bolnici in pošljemo tej osebi nekaj ljubezni, podpore, zaupanja. Lahko si predstavljate, da je nekje nekdo, ki nima možnosti, da bo nekdo poskrbel za to osebo. Mogoče nima denarja, mogoče je bolnica prepolna, mogoče ga nima kdo peljati, nima kdo poskrbeti za to osebo in taki osebi lahko pošljemo podporo. In v tem trenutku se moramo zavedati, da smo vsi povezani, da smo vsi delce celote in da to, kar dajemo, to dobivamo. In vas vabim, da pošljemo zdaj podporo, ljubezen in mir vsem, ki v tem trenutku vodijo vse te krizne štabe, prostovoljcem, prostovoljkam, vsem voditeljem tega sveta, da bodo imeli v sebi razsodnost, odločnost, da bodo izbirali tiste odločitve, ki bodo pomagale svetu, ljudem, da se bodo odločili za mir, za človeka. In tudi, da bomo znali z disciplino, s pravimi odločitvami, z skrbnostjo, da bomo znali vse skupaj premagati čim prej. In da prijemo ven zmagovalci. Zdaj bi rad, da pošljete vse to 7 milijardam, 8 milijardam, ne vemo točno, koliko nas je na tem planetu ljudem, vso to energijo. Lahko si predstavljate, da imate cel globus, cel planet v rokah in kar naenkrat, kot da bi temu planetu, ki ga imate v rokah, poslali vse to, kar ta planet potrebuje. Zdravje, ljubezen, mir, hvaležnost, radost, moč, srečo. In samo pomislite, koliko ljudi se je na tem planetu rodilo v pogojih, ki niso človeški in mogoče nimajo teh možnosti, ki jih imamo mi danes, da smo tukaj, zdaj in svobodno izbiramo in odločamo, kakšna bo naša prihodnost. In zato bi rad, da pošljemo vsem ljudem, ki so trpinčeni, ki nimajo te svobodne izbire, neke lepe energije, pozitivne energije. In vedno znova, ko pomislite na to, je sedaj dober trenutek, da pošljete pozitivno energijo tudi vašim ciljem. Pomislite na denar, ki bi ga radi manifestirali. Kariero, ki si jo želite ustvariti že toliko časa in odlašate. Lahko pomislite na odnose, ki bi jih radi imeli s partnerjem, z otrokom. Mogoče še nimate partnerja in bi si radi ustvarili družino in odnos. In lahko pošljete pozitivno energijo, pozitivno misel, odločnost, fokus, karkoli že bi radi poslali v te vaše sanje in cilje. Da postavite sebe na prvo mesto.
Da se odločite, da boste zavedno, zavestno manifestirali to, kar bi radi manifestirali. In lahko skupaj temu planetu, temu svetu damo nekaj preprostih besed. In nekateri poznate to meditacijo, ki je blazno enostavna. In lahko, če imate to možnost, da vas nihče ne gleda in spremlja in da vam ni neprijetno, na glas to naredite. In pomislite na ta planet, na ta svet in mu pošljete besede, ki so: rad te imam, prosim, odpusti mi, hvala, žal mi je. Rada te imam, prosim, odpusti mi, hvala, žal mi je. In te besede ponavljate in ponavljate kot mantro in pošiljate to meditacijo, ki je svetovno znana meditacija in jo veliko ljudi uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju, temu planetu, ljudem, ki to potrebujejo danes, in vašim ciljem, denarju, ki bi radi manifestirali, odnosom, ki si jih želite. Pošljete to zdravju, pošljete to vsem tistim stvarem, ljudem, ki bi radi poslali. Če imate koga še posebej radi v tem trenutku in bi ga radi zaščitili, lahko te osebi to pošljete. Sedaj je pravi trenutek, da to naredite. In ponavljate te besede. Koliko časa? Dokler ne začutite, da so del vaše vibracije. Rada te imam. Prosim, odpusti mi. Hvala. Oprosti. Rad te imam. Prosim, odpusti mi. Hvala. Oprosti. Odvisno od spola. Sem povedal obe verziji, vi pa ponavljate tista, ki je za vas prava. Na glas. In začutite, kako lahko s to energijo napolnite prostor in kako lahko pošljete to energijo kamorkoli po svetu, kamorkoli po planetu. Vi ste kreatorji vaše usode in vi ste kreatorji vaše prihodnosti. Danes je pravi trenutek, da ustvarite eno misel ali pa eno vibracijo ali pa eno kreacijo vašega uma, s katero se bodo odprla vrata za nove in nove in nove in nove manifestacije. Usmerite pozornost v to, kar bi radi. In vsakeč, ko pride kakšen škratek, ena misel, ki jo nočete slišati, nočete videti, nočete imeti, se ji zahvalite, rečete: hvala, misel, tega ne sprejmem. Vsakeč, ko pride eno omejujoče prepričanje, ki vas ovira, rečete: hvala, tega ne bom sprejela, tega ne bom sprejel. In se osredotočite v to, kaj pa lahko naredite, kaj pa lahko dobite, kaj pa bi radi. In zapomnite si, da je hvaležnost najbolj močna emocija za manifestacijo. Hvala. Hvala, ker me poslušate. Hvala, ker z mano ko-kreirate nekaj lepega. Hvala, ker smo poslali morda samo eno misel zdravnikom, medicinskim sestram, prodajalkam v trgovinah, vsem prostovoljcem, prostovoljkam, vsem, ki skrbijo, da je ta planet lepši. In predvsem, da smo skupaj z vami lahko poslali eno lepo misel vsem ljudem na tem planetu. In ko smo to naredili za 7 oziroma 8 milijard ljudi, smo poslali lepo pozitivno misel vam. Ki to gledate, ki to poslušate, ki to delate,
pravljice tega čudovitega življenja, ki se mu reče čudež. In vi ste čudež, naše življenje je čudež. Ne bi bil sedaj dober trenutek, dober pravlični moment, da se zahvalite sami sebi, samemu sebi za življenje, ki ste ga sedaj doživeli, preživeli. V mislih obljubite, da ste začeli načrtno manifestirati, da se boste nehali izgovarjati, da boste nehali oddajati vibracije, ki vam ne koristijo, ne dajo dobrega rezultata. Zaupajte, vse je v redu, vse bo v redu. Ta planet ste prvi zato, da ste srečni, da uživate to potovanje. In uživati potovanje na planetu Zemlja pomeni, da se morate navaditi na dež, na veter, na zimo in da morate sprejeti vse to kot del lepote tega popotovanja. In lepota tega popotovanja je točno to, da so trenutki, ki jih ne znamo predvideti, da so reakcije drugih, ki nas včasih potrejo in nismo najbolj nad njimi navdušeni. Da nas včasih ljudje, ki jih imamo najbolj radi, so najbolj blizu in najbolj zaupamo, najbolj prizadenejo. Kot da bi imeli neko posebno puščico in zadanejo točno v srce. In zdaj je čas, da odpustimo, da damo to breme stran in rečemo tem osebam ali pa tej osebi hvala za to izkušnjo in preizkušnjo. Jaz grem naprej, dovolj je bilo. In v tistem trenutku, ko spustimo, v tistem trenutku dovolimo, da se odprejo neskončne priložnosti za nove manifestacije. V tistem trenutku, ko sprejmemo odgovornost za naše življenje, ko rečemo, jaz sem tista, ki se lahko odločam v vsakem trenutku. Jaz sem tista, ki rečem življenju hvala. Hvala življenje, da me vedno znova spominjaš na tvojo lepoto. Kako lahko vidite lepoto tega trenutka? Kako lahko pogledate nekoga, ki ga imate radi in z vso energijo tej osebi daste nekaj pozitivnega, dobrega. Kako ste lahko srečni tukaj in zdaj, v tem trenutku. Ko ste pripravljeni, vas vabim, da narišete en velik nasmešek. Velik nasmešek, malo več zobkov pokažite. Vas vidim? Ne, vas ne vidim. Narišete nasmešek in se vrnete nazaj in odprete oči. In ko odprete oči, lahko najprej daste objem samemu sebi. En tak fajn objem. Ali pa objem nekomu, ki imate ob sebi. In če nimate nobena ob sebi, potem je ta sam objem pravi objem. Pomislite na vse tisto, kar smo lepega danes poslali in vas vabim, da če še nimate mojega darila, ki sem ga pred kratkim dal, bi rad vsem izmed vas dal eno lepo zgoščenko. In to je zgoščenka, ki smo jo naredili prejšnji teden na skupinski meditaciji, vendar zdaj prihaja nova zgoščenka, ki je tudi že narejena, in to je zgoščenka, s katero bi radi pomagali vsem, ki v tem trenutku potrebujejo pomoč. Če greste na spletno stran Mastermind Akademija, poševnica Pogum, boste dobili to zgoščenko in si jo lahko perete dol. To je moje darilo za vse vas. Meditacija iz prejšnjega tedna, če vam bo to v redu, jo podarjam. Seveda vas opozarjam, da ne jo poslušate takrat, ko ni primerno, in to je, ko vozite avto, ali pa ne jo poslušate takrat, ko mogoče počnete kakršnokoli aktivnost, ki od vas potrebuje popolno pozornost. Jaz sem hvaležen, hvala lepa, Slobodan, za to. Wow, kako lepa misel. Poglejte to, kaj je napisal Slobodan.
Hvala, Aleksandar, odkar sem te spoznal in delam to, kar ti učiš, se je moje življenje spremenilo na boljše. Otroci so mi potrdili mojo spremembo. Hvala, res hvala. Wow. Hvala lepa za to čudo misel. Zdaj si pa tudi ti polepšal meni življenje, ker to je razlog, zakaj počnem. In razlog, zakaj počnem to, kar počnem, je zato, ker bi rad pomagal ljudem in bi rad spremenil življenja, bi rad, da postane ta svet bolj sončen, bolj lep, bolj zabaven, da se bomo znali v resnici kot ljudje, kot skupina, kot narod, kot svet, kot ta planet postaviti na lepšo vibracijo, na boljšo vibracijo, da se bomo zavestili to, kar je nujno imamo že zdaj v sebi, da smo mi gospodarji svoje usode, da mi lahko z mislimi karmarimo naše življenje. In to, kar si mi napisal, Slobodan, da so te otroci pohvalili, je ena najlepših pohval, da rečejo, mama mija, ne, tata, spremenil sem se, ali pa spremenil si se, bravo, ali pa, ne, mislim, pri tebi ti rečejo drugače, ne, ja. Ok, fajn. Jaz sem vam hvaležen, da ste bili z mano, hvaležen, da ste me spremljali. Ima kdo kakšno misel še za konec ali pa karkoli bi dodal k temu, kar smo danes skupaj soustvarjali ali pa ko-kreirali. Upam, da vam je bilo koristno, upam, da ste naredili ali pa vsaj mentalni preskok in preboj. Zapomnite si nekaj, da vi kreirate vašo realnost. In vedno znova mi dostakrat tudi rečejo, Aleksandar, kako bi jaz ohranila realnost pozitivno v času, ko je vse okrog mene negativno. In ravno vprašanje, ki si ga jaz skozi postavljam, je, kako lahko nekomu služim, kako lahko nekomu nekaj naredim, kako lahko nekomu nekaj pomagam, kako lahko nekaj dodam, kaj je še neka vrednost, ki jo lahko ustvarjam. In dostakrat se zgodi, da manifestiram moje življenje, privatno življenje ali pa poslovno življenje, dogodke, aktivnosti, stvari, ki se mi dogajajo, predvsem z tega vidika, da nisem toliko usmerjen nase, kaj bi jaz rad, temveč kaj bi drugi radi. In tako da v tem trenutku, ko eni ljudje pravijo, da se je svet ustavil, se v resnici zame ni ustavil, se za številne ljudi, ki jih spoznavam, ni ustavil. Kljub vsemu je pomembno, da mi kot posamezniki prevzamemo odgovornost za naše življenje. To, kar skozi ponavljam. Ena izmed stvari, ki zdaj počnem, je, da pomagam ljudem, da naredijo svoj online tečaj, ker jaz verjamem, da bo svet vedno bolj online, da smo dobili, tukaj sem jaz, se spomnim, kako sem jaz začel se ukvarjati s tem, kar se zdaj ukvarjam. Je bilo tako, da sem skozi imel neko sporočilo, zmeraj neko željo, joj, to bi bilo fajn, da bi počel, to bi si želel početi. In kar naenkrat prije klic od Boga in reče, evo, zadosti je. In končal v bolnici. In potem klic je bil tako močen, da nisem mogel reči, kaj ne zdaj naredim. Sem se prepustil temu življenju, ki me je pripeljalo, da sem danes tukaj z vami. In isto se je zgodilo na višjem nivoju, da smo vsi skupaj bili en klic. In ta klic je klic, ki nas spodbudi temu, da razmislimo, kaj bi resnici radi. Kam gremo? Kaj je smisel tega? Kaj je najbolj pomembno v življenju? Danes ljudje, ki jim ni enostavno, mi se morate zavedati, da se skupaj ljudi, ki jim je prej ni bilo enostavno in zdaj je še težje, kar pomeni, da je težje na področju financ. Nekateri ljudje izgubljajo podjetja, ki so del njihove identitete. Jaz hočem skozi poudarjati ljudem, ki se pogovarjam z njimi na dnevni bazi včasih in so podjetniki, ki so bili kar nekaj iz uspešnega podjetnika na podjetnika, ki ne ve, kaj bo. Jaz pravim, zdrav si, imaš čudovito družino, denar boš spet nazaj zaslužil. Tvoja vrednost kot človek ni v denarju, ki ga imaš. Tvoja vrednost kot človek je v temu, da si človek in s tem si že vreden. Ti boš vse to znova lahko postavil, ma ne smeš obupati, moraš ustrajati, moraš se boriti, moraš iti naprej, moraš si postaviti dobra vprašanja. Ne, kako bo spet to, kar je bilo, temveč kam grem, kaj je moj naslednji korak, kaj lahko nekomu ponudim, kaj lahko dam. In vsak na tem planetu ima nekaj zadati. Zato ste tukaj, imate nekaj dragocenega. Ne rabi to biti, da bo cel svet. Ker doskrat ljudje se ustrašijo, kako bom jaz rešila svet, še sebe ne morem.
Kaj rabite narediti? Eni osebi spremenite življenje na boljše. In začnite tako, ker ljudje, ki se ustrašijo preteči na maraton, pozabijo, da maraton se začne z enim korakom. Ja, in potem morate narediti še en korak. In isto tukaj, fokusirajte se na vzven, ne toliko na sebe. In danes boste našli cel kup priložnosti. Jaz sem jih našel, poznam številne podjetnike, ki so jih našli. In vi se morate zavedati, da za nas je svet praktično ustavil. In kar naenkrat sem začel početi stvari, ki jih ne priporočam nobemu, sem začel še jaz biti prestrašen in sem začel gledati novice in spremljati in to, pa ta novica, pa ona novica. In kar naenkrat vsi so nas prikovali, tam sem rekel, ok, no more, ne bom tega več poslušal in se bom začel sam sebe usmerjati v to, kaj bi jaz rad dal, komu bi rad služil, komu bi rad pomagal, kaj so danes težave. In ta vprašanja so me pripeljala do tega, da pomagam ljudem. Da pomagam ljudem več kot prej. Da lahko uspešno ko-kreiram drugim lepše, boljše življenje. In moja zaveza za vas je tudi to, da v tistem trenutku, ko boste sprejeli eno odločitev, en klik in si boste rekli, dosti tega in si začeli postaviti dobro vprašanje, boste kar nekaj dobili podporo. Jaz verjamem, da Bog, pa vesolje, narava, karkoli že verjamete, jaz verjamem, da nas vedno podpira. In da v tistem trenutku mi začnemo podpirati druge, rečemo, aha, ta je z mano, dajmo še malo podpore. In potem vidi kar naenkrat, da je ta želja, da bi vi še več podpirali, druga reče, wow, ta pa res hoče podporo in rabi podporo, ker se je odločil, da počne to, kar jaz počnem. Podpiram svet. Življenje se dogaja za vas. Ta trenutek se dogaja za vas. Izkoristite ga. Izkoristite to neskončno, neverjetno, nepojmljivo priložnost, da se prebudite. Toliko ljudi gre skozi svoje življenje, se rodijo, gre v šolo, gre v službo, gre v odnos in potem do konca življenja, brez da bi se prebudili. In vi imate ta dar, to priložnost, da se res prebudite. Da res daste nekaj temu svetu in temu planetu. Nekaj, kar vem, da imate v sebi. In če smo zdaj prižgali eno iskrico, en majhen ogenjček, dajte vsem dodati misli, besede, stavke, emocije, vedenje, s katerimi boste dali energijo temu ogenjčku. Jaz res verjamem, da ne pokažete 5% tega, kar v resnici imate v sebi. Res verjamem, da imate toliko potenciala še v sebi, da če bi samo malo več dali, da bi sami sebe presenetili, ker ste vse sposobni. In jaz vem, da vi veste, da vlogo v vas moč, s katero lahko premagate ovire, ki se bodo zgodile do konca življenja. To se že malo dokazali v preteklosti. Ta mati, ki pride in bine avto, več svojo roko življenje, to naredi zato, ker dobi v vsaki celici dela taki močen push, tako podporo, s katero res ja in vprašanje, da bo to naredila. Niti stotinko ne podvomim. In če hočete, zakon privlačnosti je točno to, da bi z vsakim atomom, vsakim bitjem, vsakim procesom, to bom dobila, to bom naredila, to manifestirala. Aleksandar, poglejme, ljubljam, prisegnuti, da se osnovno takrat, da ne dosežem tega. In potem, ko boste to dosegli, bo dosegli izobilje. Nas želite, krijeti želite, odnos, ki ste uživali, prisrečni, zdravje, ki tesno težki, ki bi karkoli, so te vaše sanje, ki jih imate na skrivaj, vsemi, eni tako na skrivaj, da sploh si ne upate jih na glas povedati, da se ne bi kdo vam smejal, ker vam je neprijetno, da si želite zase nekaj dobrega, ker je vaš občutek lastne vrednosti tako nizek, na žalost. In tu si želim, da boste končno se zavedali, da je to vaša pravica, ki ste jo dobili ob rojstvu. Da ste
tukaj z enim velikanskim poslanstvom, da ste srečni, da dobite to, kar si želite. Zapomnite si. In če imate v sebi željo za nekaj, ste dobili tudi sposobnost, da to željo lahko uresničite. Prebudite se. Zdaj smo dobili kot svet en tak velik klic in tak pomemben klic, s katerim bi vas prosil, da ga prisluhnite, da mu prisluhnite in da se odločite, da boste šli ven in dali svetu, planetu, ljudem to, kar lahko date. Jaz sem hvaležen, da sem bil z vami. Hvaležen, če boste karkoli mi napisali, zapisali, da vam je koristilo. Hvala lepa, Gabriela, hvala lepa. Milena, mi se vidimo jutri na online tečaju. Hvala lepa za to, da si z nami, da boš seveda ko-kreirala. Hvala lepa, Rada. Zdaj bom počasi zaključil. Če kdo ima kakršnokoli stvar, ne pozabite na darilo, ki sem vam ga dal. Darilo je ta čudovita zgoščenka, pogum, to je meditacija, ki smo jo ko-kreirali skupaj prejšnji teden. Tudi ta teden bomo dali to meditacijo, zgoščenko spet vam na voljo. Jaz včasih padem noter, ne vem, ko ste videli, in brez neke agende posebne. Jaz sem rekel, kaj bi lahko dal ljudem, dajmo govoriti o zakonu o privlačnosti, dajmo neko meditacijo narediti in dajmo dati darilo. To je bila moja želja, kajti ravno prej sem imel en webinar, ki smo ga zaključili in fantastična energija z mojimi odličnimi študenti. Lepo zdrav, Mojca, dobrodošla. In potem sem rekel, kaj lahko dam temu planetu. In mogoče sem enemu izmed vas, ki je danes to poslušal, ustvaril eno iskrico v očeh in boste šli zdaj in boste mogoče vašemu otroku vi ustvarili iskrico v očeh, vašemu partnerju, partnerki, mogoče boste nekomu poslali en lep mail, nekomu lepo sporočilo in kar naenkrat bomo naredili, temu rečemo verižni efekt in ta verižni efekt bo naredil ta planet, ta svet lepši. Tako da, hvala lepa vsem, naredite ta planet, ta svet lepši, tako da stopite ven in živite vaše sanje. Živite vaše življenje. Vas pozdravljam, bodite dobro, bodite sončni. Če je bilo to koristno, kar ste slišali, prosim, delite, prosim, komentirajte, tudi če bom jutri, pojutrišnjem, kadarkoli bral vaše komentarje, jih vedno z veseljem preberem. Karkoli je, tudi če mislite, Aleksandar, ne razumem pol stavkov, govoriš čuden jezik, z veseljem preberem, poslušam in če delite, seveda, hvala lepa, naj vam bo povrnjeno. In zdaj res zapiram to javljanje, tako da